Breme kroničnih bolezni, tako kot povsod po svetu, tudi v Sloveniji narašča. Število pacientov z kroničnimi boleznimi in pa potrebami po podpori v bivanju doma narašča. Število bolnikov se z vsakim letom povečuje in prirastek pri posameznih kroničnih boleznih znaša od 2 do 7% letno. To pomeni, da lahko računamo nekje v naslednjih 15 letih z prirastkom dodatnih 500 tisoč pacientov z posameznimi najpogostejšimi kroničnimi boleznimi. Približno 44% teh pacientov z kroničnimi boleznimi je tudi starejših od 65 let. In to ni neka stvar, seveda, ki bi jo imeli mi težave samo v Sloveniji, ampak so to težave povsod po celem svetu. In dejansko je iz analiz resnih zdravstvenih sistemov lahko rečemo samo eno, da tako kot smo delali do zdaj, enostavno ne bo šlo več. Skupaj s partnerji smo razvili klinične poti za telemedicinsko obravnavo pacientov s kroničnimi boleznimi, ki smo jih podprli za informacijsko pametno IKT infrastrukturo. Pametna IKT infrastruktura omogoča avtomatsko zaznavanje padcev, avtomatsko merjenje in prenos meritev vitalnih funkcij pacienta od njegovega doma do zdravnika, zdravnikom pa avtomatsko spremljanje in zdravljenje pacientov na daljavo in če oziroma ko pacient potrebuje nujno medicinsko pomoč, da mu jo tudi zagotovijo. V bistvu sem se z veseljem odzvala povabilu referenčne sestre in pa moje osebne zdravnice, da se vključim v ta program. Telemedicinski pristopi omogočajo, da bolnik takrat, kadar ima zadrego, dobi odgovor. Pacient s telemedicinsko obravnavo precej pridobi. Vsekakor boljši nadzor nad boleznijo, dobi tudi povratno informacijo o učinkovitosti recimo dietnega zdravljenja pri bolniku s sladkorno boleznijo. Po drugi strani pa zdravnik pridobi recimo pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo povratno informacijo o dejanskih vrednostih krvnega tlaka. Kar nekaj bolnikov, ki smo jih zdravili, smo prepoznali kot pretirano zdravljenje. Torej, potrebovali so nižje odmerke zdravil, kot smo jih prvotno predvideli in kot so jih bolniki jemali. In seveda iz teh posledic, ki so jih nekateri bolniki imeli, so bile tudi zdravstvene težave, recimo pretiranega zdravljenja, padec krvnega tlaka, omotice, slabo počutje. Ko smo to prepoznali, smo pač zdravljenje prilagodili bolniku. Bolnika spomnimo, da bi bil čas, da preveri recimo danes 3 obroke, ki jih bo pojedel. Te informacije se potem znajdejo na mizi diplomirane medicinske sestre, ki je seveda za to ustrezno izobražena. DMS, diplomirana medicinska sestra, ve in je dogovorjeno z zdravnikom, kakšne so ciljne vrednosti. Če odstopajo znotraj določenih meja, lahko bolnika nazaj naslovi sama oziroma nad določenimi vrednostmi, seveda v to zanko noter vključi zdravnika. Telemedicinska obravnava na nacionalnem nivoju pomeni bolj učinkovito obvladovanje kroničnih bolezni in bolj učinkovito in uspešno zdravljenje kroničnih bolezni. Primerjava Slovenije z ostalimi državami kaže, da bi lahko na ta način preprečili 13% nepotrebnih smrti zaradi kroničnih bolezni. Telemedicinsko obravnavo pacientov smo uspešno preizkusili v posebni klinični študiji. Naša rešitev je edina rešitev v Sloveniji, ki je primerna za nacionalno produkcijsko uvedbo. V tujini so potekale številne pilotne raziskave uporabe telemedicine za obvladovanje različnih kroničnih bolezni in raziskave so pokazale tako stroškovno kot tudi klinično učinkovitost tega pristopa. Se pravi, telemedicinske obravnave so varne, za paciente s kroničnim srčnim popuščanjem so dokazale tudi skrajšanje ležalne dobe. Raziskava v Nemčiji je pokazala, da se skrajša ležalna doba tudi za 2 do 3 dni.
pacienta z kroničnim srčnim popuščanjem in da se zmanjša število hospitalizacij zaradi akutnih poslabšanj teh pacientov tudi do 20%. Če pogledamo razvoj zdravstvenih sistemov zadnjih 50 let recimo, in če rečemo, da bi šla Slovenija po najboljši poti razvoja zdravstvenih sistemov, kolikor je možna, pri čemer so naše osnove zelo, zelo dobre, naši temelji zelo, zelo dobri, še zdaleč ne bomo dosegli potreb bolnikov, kakršni bodo čez 10 let najkasneje. Tako da nas v bistvu narava stanja prebivalstva sili v to, da moramo poiskati druge rešitve. Potrebno je izboljšati učinkovitost in uspešnost zdravstvenih sistemov. Vlade razvitih držav so zato že pred leti začele z nacionalnim uvajanjem teleoskrbe in telemedicine. Storitve predpisujejo zdravniki, financirajo pa se večinoma iz javnih sredstev. V razvitih državah uporablja teleoskrbo že več kot 10% prebivalstva starejšega od 65 let. Alternative temu praktično ni. Telemedicina omogoča zdravljenje in oskrbo pacientov na njihovem domu 24 ur na dan, vse dni v letu. Omogoča spremljanje vitalnih funkcij, zaznavo sprememb zdravstvenega stanja pacienta, padcev in slabosti. V primeru negativnih sprememb aktivacijo povezave pacienta z medicinskim osebjem in strokovno pomoč. Pacientom daje občutek varnosti, saj niso več sami s svojimi težavami.